Lepo pozdravljena, Natalija, v Šentjurju, nahajamo se v sobi 101, hotela Žonta. Ravno ta številka je mogoče izjema od pravila. Najprej bi pričeli s spletnim podatkom, namreč po zadnjih podatkih iskalnika najdi.si je med slovenskimi zvezdnicami največ obiskov imela Latoja, na drugem mestu pa je kar Natalija Verboten. In vprašanje za vas je, zaradi katerih razlogov po vaše iščejo Latojo in zaradi katerih iščejo spletni obiskovalci vas? No, pri Latoji vsi vemo, mislim, da mi ni potrebno razlagati, ker je v zadnjem času še posebej atraktivna in zanimiva za medije, za ljudi. Zame je pa to kar en velik kompliment, ker kljub 15 letom, kar se ukvarjam za glasbo, pa od tega sem 13 let v bistvu na samostojni poti, na sceni, kar se tiče zabavne glasbe, da sem še vedno zanimiva, da še ljudje vedno, bom rekla, radi prisluhnejo moje glasbi, radi pridejo na moje nastope. To je zame največji kompliment in potrditev, da se prav dela in ena velika vzpodbuda tudi še za naprej. Pridimo kar na začetku še malo na to rumeno sceno. Ta kmetija slavnih je bila letos prav v bistvu medijski boom in v bistvu mnoge zanima, če ste dobili ponudbo za sodelovanje v tej najbolj slavni kmetiji na Slovenskem. Ne, nisem dobila ponudbe, pa ker se vidite tudi, da v rumenih časopisih nekako mi ni to prioriteta se pojavljanja, meni je prioriteta delanje dobre glasbe, dobrih nastopov. Tudi ne bi sprejela in to so organizatorji zagotovo vedeli. Značilnosti rumenih medijev so pa ravno te, da v njih kakšna stvar morda ne drži in vprašanje za vas je, ali je bilo v letu 2009 v zvezi z vami kaj v teh rumenih občilih, kar ni držalo? Pa kaj pa jaz vem, ne vem, sploh se ne spomnim, ker niti ne spremljam toliko tega, kakor me potem ljudje vprašajo. Nisem še noseča, evo, to je bilo parkrat vprašanje, če že kaj pričakujeva, zaenkrat še ne in ker sploh ne spremljam tega, tako da bi mi morali prav reči, bi mi morali prav predlog dati, kaj je tisto, kar vas zanima, če je res ali pa ni. Kar vprašajte, danes me imate tu, pa me lahko izkoristite. Ja, v bistvu ne sledimo toliko tem medijem, ampak recimo sledimo tudi splošni situaciji v svetu, zaznamovane z recesijo, sploh v zadnjem letu in seveda marsikateremu estradniku se je to poznalo, ali se je poznalo recimo v celotnem pogledu tudi pri vas? Se je. Na vaši spletni strani sem iskal napovedi koncertov že prej kdaj, pa vas je težko locirati. Boste morda prihodnje vašim oboževalcem to izdali ali se morajo pač sami bolj potruditi, da ugotovijo, kje ste? Ne, to je čisto naša poslovna odločitev. Nastopi niso na spletni strani in nikoli ne bodo. Vsi nastopi, ki so reklamirani, so tako reklamirani v širši okolici takrat, kjer se nastop dogaja. Tisti, ki so zaprtega tipa, pa tako niso reklamirani, tako da se reklama naredi tam, kjer je potrebno na drugačen način. Se pravi, prisegate na tisto staromodno reklamo od ust do ust? Ta je po mojih izkušnjah najboljša, ja. Drugi ponovadi, ko obiskuje vaše koncerte, jaz bi vas poprašal, katere koncerte ste morda v zadnjem obdobju obiskali sami in pri tem zlasti uživali? Uživam vse povsod. Težava je ta, da najdem čas takrat, ker pač imam isti delovnik kot ostali moji kolegi, glasbeniki. Daniela, Alenka Godec, Toni Cetinski, to sem zdaj čisto pred kratkim, v bistvu v teh zadnjih 2 mesecih poslušala. Severina, tudi poleti, Eros Ramazzotti, zdaj, ko je bil v Ljubljani. Imam želj še in slovenske in hrvaške in tuje. Si gledate kakšen koncert morda v tujini? Ja, seveda si, ampak takrat, ko najdem čas, pa še seveda prosto vstopnico, ker za tiste izvajalce, ki so meni zanimivi, naprimer Tina Turner ali pa Robbie Williams, se treba kar potruditi, dosti prej.
pri Tini mi je zmanjkalo. Sem prepozno zvedla in so bile že vse v bistvu karte razprodane. Za nocojšnji koncert v Šentjurju ste morda s kakšno posebno garderobo pripravili za pač vaše občinstvo? Garderoba, kot je vedno za nastope. Namreč smo v kontekstu okoliščin nizkih temperatur in sedaj ravno ni to razvidno. Ja, to pa je treba pogledati na samo lokacijo nastopa. Kaj pa lahko pričakujemo od vas v letu 2010? Namreč ste že nekaj sodelovali recimo z vašimi sovelenčenimi Šankrokom. Ali se boste morda povezali tudi s kakšnim drugim žanrom, recimo z Boštjanom Čukurjem ali s katerim drugim izvajalcem, si res Nuljos? Boštjan Čukur oziroma Sixpack Čukur, on mi je zelo zanimiv reper, jaz tudi zelo rada spremljam to sceno, ja. Tudi Murat in Jaws. Ja, če me bodo fantje naučili oziroma me nekako v kontekst upletli, kar verjamem, da znajo, bi z velikim veseljem, ja. S Šankrokovci igramo 1.1. v Ljubljani, tako da bomo skupaj, najprej imam jaz koncert, potem imajo oni, pa seveda bomo potem zapeli vmes tudi to našo Hočeš nočeš. Mi je pa leto 2009 prineslo duet tako na začetku z Rebeko Dremelj v skladbi Strup, kot pa tudi potem čez poletje z Modrijani. To pa spet čisto nekaj drugega, narodno zabavna glasba v skladbi Spomni se. Tako da, kar se tega tiče, je bilo to leto zelo produktivno. Vem, da najbližji načrti so, da bo čisto nova skladba išla nekje proti koncu januarja, to pa je moja lastna skladba. Slovenski glasbeniki imajo za razliko svojih hrvaških kolegov morda malo manj uspeha na oni strani reke Kolpe, pa me zanima, če ste se poskušali tudi, v redu, v narekovajih, tudi tam in kaj si sami mislite pač o tem načinu, ki pač so deležni slovenski izvajalci, ali so morda sami krivi ali kaj drugega posredi? Ne vem, jaz vedno zagovarjam kvaliteto glasbe in jaz želje nimam iti v tujino, niti na Hrvaško, niti kam drugam. Kar se tega tiče, nimam ambicij, ogromno dela imam v Sloveniji in nikoli nisem razmišljala na tak način, da bi šla kam drugam. Vem pa, da tisti izvajalci hrvaški, ki nastopajo pri nas, so izredno kvalitetni. Tako da jaz čisto proti nobenemu nimam nič in jih zelo rada poslušam in spremljam njihovo delo. Ne samo njih, pač pa tudi, ne vem, Erosa Ramazzottija in vse druge, ne samo Hrvaške. Pridimo na povsem drugo temo. Slovenska reprezentanca bo naslednje leto igrala na rokometnem evropskem prvenstvu v Avstriji, nogometnem svetovnem prvenstvu v Južni Afriki in košarkarskem svetovnem prvenstvu v Turčiji. Boste obiskali vsa 3 prizorišča? Ne, 100% ne bom, če bi rekla, da ja, bi se zagotovo zlagala. Jaz upam, da mi bo katerega od teh, ker si res želim videti, kako to zgleda, eno dobro tekmo na enem zanimivem igrišču. Moram pa čestitati našim športnikom, ker že prejšnji vikend so take uspehe dosegali, sploh letošnje leto, vsaka častno. Koliko treba odšteti, če bi recimo si zaželel, da mi pridete na rojstven dan zapeti vse najboljše? To pa je treba poklicati Dejana. Dejan ureja vse v zvezi z mojimi nastopi in seveda tudi z financami. Pa to počnete drugače tudi? Seveda, z veseljem. Za konec, kar je Koper za Istro, Šentjur za Kozjansko, nekakšna vrata, kakšno asociacijo v vas zbudi beseda Kozjansko, če sploh? Jaz sem ga šele letos bolj začela spoznavati Kozjansko in moram priznati, da je zelo, zelo lepa narava, zelo lepi kraji so tu. Očetov prijatelj ima vikend na Kozjanskem, tudi moji družinski prijateljci sem v Pilštanju pela za poroko čez poletje, avgusta, in sem si ogledala in v poletnem času, ker nisem imela veliko nastopov na Kozjanskem, in sem si ogledala že v bistvu 2 različnih letnih časih, pa moram povedati, da je zelo, zelo lepi kraj svoj in da se bom zelo rada vračala oziroma oba dva z Dejanom. Natalija, najlepša hvala in še kdaj nasvidenje na Kozjanskem in ob Sotelju. Z velikim veseljem. Srečno!